Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. V rokah držim dve igrači iz pravične trgovine, ki sta mimogrede še ekološki. Danes sem zvedela, da to pomeni, da nista prežeti z vsemi mogočimi kemikalijami, ki obstajajo. Več o tem seveda, ali je to fair trade trgovina ali ni, kaj to pravzaprav pomeni, pa bo danes z mano v studiu gostja magistra Živa Kavka Gobo in sicer predsednica društva Fokus, ki bo z nami spregovorila vse tisto, kar pravzaprav še ne vemo. Živa, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, za začetek, kaj pravzaprav pomeni pravična trgovina? Pravična trgovina je neke vrste vzporedna klasični trgovini, ki jo poznamo. V bistvu ni nič posebnega, gre za izmenjavo izdelkov za denar, s tem, da upošteva določene kriterije v svojem procesu. To pomeni, da izhajajo izdelki večinoma iz dežel, ki niso v naši bližini, bodisi iz afriškega kontinenta, južnoameriškega kontinenta, in so narejeni... To se z Egipta mimogrede, ja? No, tako, in so izdelki narejeni na tak način, da nikogar ne izkoriščajo. V bistvu pravična trgovina namreč nudi neke pozitivne stvari ljudem, ki proizvajajo, to pomeni jim zagotavlja nek minimalni zaslužek, dostojni zaslužek, enakopravnost med moškimi in ženskami recimo, ampak ima tudi zahteve. Ne sme biti nobenega otroškega dela, to je absolutno prepovedano. Kar bi moglo biti pravzaprav povsod prepovedano? Ja, tako, v bistvu pravična trgovina je normalna trgovina, kakršna bi mogla biti vsa trgovina. Torej, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje lokalnega okolja, vračanje okolju, namreč v okolju, kjer proizvajajo, tudi potem vračajo en delež tega svojega dobička za skupnostne projekte, enakopravnost med moškimi in ženskami, enako plačilo, dostojno plačilo, prepoved dela otrok. Pa bomo lahko, mislite, Živa, kdaj dosegli, da bo pravzaprav vsa trgovina, ki jo bomo poznali, pravična trgovina? Stremite k temu v vašem društvu? Stremimo k temu, zdaj vprašanje, če bo to uspelo, ker to je v bistvu tudi politična odločitev na širši ravni, ni to samo na ravni društev. Je pa res, da je gibanje pravične trgovine vse širše, namreč se pojavljajo od manjših povezav, kot imamo recimo v Ljubljani, imamo primer kave, kjer je direktno kavo kupujejo direktno od kmetov, od zadruge, ki je ekološko pridelana, vejo, kakšne so razmere za delo in jo potem kot tako tudi prodajajo nam. Poleg tega je tudi kakovostna, tako da je en tak cikel. Marsikaj že lahko kupimo iz pravične trgovine, predvsem pravična trgovina je pomembna tam, kjer zakonodaja ni spoštovana oziroma kjer zakonodaja sploh ni na nekaterih področjih. Kaj recimo bolj natančno? Recimo pri nas, v Sloveniji, naprimer, zakonodaja na področju otroškega dela, enakopravnosti med moškimi in ženskami, minimalna plača je vsaj na papirju zagotovljena. Marsikje to ni, oziroma je lažje se temu izogniti. Se recimo močnejše korporacije sploh finančno in politično močnejše kot manjše skupine uspejo zaobiti marsikatero zakonodajo. Kje pa najdemo mi te pravične trgovine? Jaz recimo prvi slišim za to, čisto iskreno povem. Kje najdem? Kaj lahko tam kupim? Obstajata dve vrsti. Eno je pravična trgovina kot taka, kjer ima samo pravično trgovinske izdelke. To je recimo v centru Ljubljane, naprimer, ena taka. Poleg tega so pa izdelki z certifikatom, ker to gre za certifikat. Certifikatom pravične trgovine, marsikje najdemo tudi v drugih trgovinah. Najpogosteje so to prehranski izdelki, čokolada, kava in podobne stvari, ampak konec koncev tudi, kot ste pokazali, igrače, tekstilni izdelki, recimo tudi na področju oblačil je dostikrat zdaj že najti stvari, ki so narejene iz bombaža, iz pravične trgovine in podobno. Tudi vse več, recimo, mamic opažam na internetu, recimo, kako iščejo v bistvu izdelke iz druge roke. Poleg tega, da je seveda to za okolje veliko boljše, tudi sami v bistvu se s tem nekako zaščitimo, ker so oblačila preprana in tako naprej. Kaj v bistvu lahko mi tudi naredimo za okolje sami, recimo, kot potrošnik? Če ste omenili ravno mamice, pri otrocih je tako rastejo ves čas. Torej, menjajo svoje oblačila, jih ne porabijo sploh v začetnih letih. Torej je v bistvu ekonomsko in okoljsko bolj seveda racionalno to, da vzamemo iz druge roke, da si izmenjujemo. To ni nujno nakupovanje, lahko je izmenjevanje, lahko je kroženje in tako konec koncev to velja tudi za odrasle. Trgovin z druge roke je že zelo veliko. Ne moremo reči, da niso dostopne. Tako da lahko si kupimo marsikateri kos oblačila iz druge roke, lahko konec koncev si ga izmenjamo, tudi izmenjevalnice imamo. Nekatere organizirane, nekatere se pa lahko same zorganiziramo s prijatelji, konec koncev malo osvežimo našo garderobo, zamenjamo, zaokrožimo in je potem pač nosimo nekaj novega, smo tudi sami se nekako osvežili. Je pa v bistvu, kar lahko največ naredimo, je pa to, da enostavno manj kupujemo. To me se zanima. Kako lahko, imate kaj še na svet, kako v bistvu, koliko je dosti, da nekdo zapravi, oziroma kaj za vas je vse pretirano nakupovanje?
V bistvu to je zelo široka tema. No, zdaj, pretirano nakupovanje je vso nakupovanje stvari, ki jih ne potrebujemo zares. Zdaj, vsak ima svoj prag, koliko potrebuje. Recimo Slovenec v povprečju zapravi 150 evrov za božična darila. Ja, pri božičnih darilih je še toliko bolj zanimivo, zato ker pogosto kupujemo stvari, ki so neuporabne. Oziroma kupujemo samo zato, da kupimo, zato ker se nam zdi, da moramo nekomu, da bomo nekomu ljubezen izkazali s tem, ko bomo nekaj kupili. Njemu ali pa njej ali komorkoli. Ampak dejansko mi v bistvu s tem nakupom nekega darila, ki je lahko res praholovilec, naredimo ravno obratno. V bistvu obremenimo sebe, ker ne vemo, kaj bi kupili, se sprašujemo in smo pod stresom, zato ker hodimo okolje ali pa razmišljamo ali pa mrzlično iščemo po internetu. Damo neko darilo, ki je lahko neuporabno, oseba potem nima kaj s tem narediti, stran ga ne more vršiti vsaj nekaj časa, zato ker bi bilo v bistvu tistemu, ki je dal darilo, neprijetno. Lahko v bistvu naredimo alternativno. Mislim, obstaja možnost podariti čas, recimo, podariti izkušnjo, podariti, ne vem, od abonmajev do to, da se zmenimo, da gremo na čaj, nekam na hrib, do tiste, ki so bolj ročni, da nekaj naredimo, nekaj spletemo, nekaj skuhamo. To je v bistvu dosti bolj srčno. Veliko bolj etično, ne? Ja, seveda, ja. Pa tudi dosti bolj sprejeto, no, je narejeno, res je neka osebna stvar. Pa dejstvo je, da v bistvu tukaj se sicer hitro v to oglaševalsko pastno zavrtimo, zaradi tega, ker pač oglasje nam pravijo, kaj moramo kupiti, zato da bomo srečni. Točno tako. In hitro potem to kupimo, sploh če imamo naš hiter način življenja, vidimo stvari, aha, ta izdelek bo naredil mene in prijatelje srečne. In potem gremo na hitro, to kupimo, damo, ampak se potem v bistvu zgodi, da najpogosteje so ta darila v bistvu nepotrebna, neuporabna, pa tudi odtis ponovadi imajo veliko okoljski, ker so pogosto narejene v državah, kjer je pritisk po najnižji ceni, zato da mi lahko poceni kupujemo, kjer so v bistvu materiali sporni, kjer so izkoriščani delavci, kjer skrbi za okolje v bistvu ni zagotovljena. Ko smo ravno pri materialih, tudi mi imamo zdaj en izsek, kjer si boste lahko pogledali, kako v bistvu zastrupljena so lahko naša oblačila. In to, da speremo vsaj tisto osnovo nekih topil ali barvil, ki so bila v tem tekstilu. Zdaj je pa res, da če tekstil nima tega ekološkega certifikata, če je prepojeno nekaj s temi pesticidi, z različnimi topili in nekimi kemijskimi preparati, ki preprečujejo, da bi se vlaga nabirala v tekstilu ali da so vodoodbojni in tako naprej. Če je ta snov v plastiki, v oblačilu, v obuvalu, v kjerkoli, potem jo bo težko sprati ven, bo vedno se izluščila, vedno znova, ko bo v stiku s kožo. Tako daljnoročno gledano, če se pa konstantno zastrupljamo s temi toksini in z težkimi kovinami, pa pride do tega, da pride do okvare jeter, do nekih takih pokazateljev, kot da imamo neko avtoimmuno bolezen in do splošne utrujenosti, izčrpanosti. Ja, še posebej to, ker naprimer otroška oblačila, kolikor sem jaz pogledala malo glede teh oblačil, je nekaj zelo pomembno, da dajo v njih neke kemikalije, ki onemogočajo hiter zažig. Protigorljive sredstva. Protigorljiva sredstva. In kaj so ta sredstva? Pa vplivajo na adrenalne žleze in na to, da otroci potem dobijo to hiperaktivnost in živčna obolenja. In to je zelo pomembno, da otrokom damo res oblačila z organskimi certifikati in tudi tekstil, naprimer za posteljo, za zavese in tako naprej. No, kot smo lahko videli, nam v bistvu igrače, oblačila pravzaprav načenjajo naše zdravje, ne? To ni hec več danes. Ne, seveda, koža je naš največji organ, torej vse, kar damo nase, damo hkrati tudi vase, tako da je treba biti pozoren. Pa ne samo to, tudi v okolje, v končni fazi, ko preperamo, se reče, kva delamo z oblačili, preperamo jih, ne? Gre ta zadeva potem seveda v okolje, torej v vodo, ne? Ja, to je treba v bistvu se zavedati, da to je cel cikel. Se ne začne konec koncev onesnaževanje tam, kjer mi v bistvu operemo oblačilo in zlijemo v bistvu vse te stvari v vodo, ampak se začne že dosti prej. Gre se pri proizvodnji oblačil, kjer v bistvu spet tam, kjer se barvajo in delajo oblačile, se onesnažuje tako zaradi kurjenja in je zrak onesnažen, ker pač te tovarne morajo delati do vode. In hkrati potem, ko pridejo do nas, damo stvari nase in seveda gre preko kože v nas in kasneje gre potem s pranjem seveda to v vodo. Tako da v bistvu treba se zavedati, da to je cel cikel, ni tisti obleka samo tisti čas, ko jo imamo na sebi. Tako da, ja, je problematično, zato so pomembni v bistvu tudi certifikati,
ali pa v bistvu nakupovanje, ki je bolj etično v smislu iz druge roke, bolj preprano, če govorimo o vidiku zdravja našega in tudi zdravja za okolje, konec koncev. No. Res je. Kaj pa recimo, kako lahko jaz, kot popoln laik, danes postanem recimo trajnostna potrošnica? Torej, kaj lahko jaz naredim od tega trenutka dalje? Najprej nakupujete manj, to je prvi korak. Drugi korak je v bistvu stvari, ki jih potrebujemo, pa jih ne potrebujemo, mogoče vsak dan si jih lahko sposodimo, si lahko skupaj lastimo, skupaj s prijatelji, če pomislite vrtalni stroj, kolikokrat ga uporabimo, pa ga ima praktično vsak doma. Lahko si sposodimo, konec koncev imamo v Ljubljani knjižnico z rečmi, tako kot so knjižnice s stvarmi, sem, da si lahko predmete izposodimo za take stvari. Stvari lahko popravimo, lahko naredimo, lahko obnovimo, lahko zamenjamo namembnost in potem šele preidemo na kupovanje z certifikati, recimo. To so ekološki certifikati in certifikati pravične trgovine. To velja tako za oblačila, kot tudi konec koncev za prehrano. Recimo, ko kupujemo, ravno ko govorimo o oblekah in pranju, imamo detergent, pralni prašek, ki ga lahko kupimo brez embalaže, ki je ekološki. To je v bistvu zelo enostavno, je tudi dostopno že marsikje. Lahko ga konec koncev tudi sami naredimo, če imamo čas pa željo se o tem poučiti, ker informacij o našem vplivu na okolju in možnostih, kaj narediti, je zelo veliko. Kaj pa recimo hrana? Koliko embalaže v bistvu že lahko dobimo, torej koliko hrane lahko dobimo že brez embalaže? Praktično vse. Tržnice, kmetije, to so prostori, kjer v bistvu hrana raste, kjer se prodaja brez embalaže. In če pridemo s svojo embalažo, lahko v bistvu se izognemo tisti, ki je v trgovini. Konec koncev tudi v teh večjih supermarketih, kjer večina ljudi nakupuje, imamo zelenjavo, ki jo ni treba dati v plastične vrečko, ni treba kupiti že prej zapakirane stvari, lahko kupimo brez, če govorimo o zelenjavi. Konec koncev v ribarnico, v mesnico tudi se lahko gre svojo posodo. Tako da, kar se tiče stvari brez embalaže, je na voljo že zelo veliko. Tudi testenine, konec koncev, so že na voljo brez embalaže, marsikje, ne vem, fižol, recimo. Za hrana res ni problematična, če si tega seveda želimo. Mislim, jaz imam recimo tedenski zabojček, ga dobim iz iste kmetije, čez celo leto imam sezonsko, lokalno, ekološko. Ne hodim niti v bistvu izbirati, to, kar oni pripravijo, to, kar takrat raste. Malo sicer je treba včasih biti malo več domišljije pri kuhanju, zato ker sezonske stvari dobivamo, ne dobim recimo, ne vem, jagod zdaj, ampak takrat, kadar pač rastejo, ali pa fige. Ampak imam kot prvo manj zapravim, zaradi tega, ker ne hodim kupovati te zelenjave nekam drugam, sploh, kadar smo lačni ali pa kakšnim vtisom smo zelo nagnjeni k večjim zapravljanjem. Racionalnosti, ja. Poleg tega imam ekološko zdravo doma in... Živa, kaj vi sploh recimo še danes res kupujete v trgovini? To me zanima. Marsikaj. Ker ste ekspertka, tako da če koga moram vas vprašati. Ja, marsikaj. Nimam toliko časa, da bi vse si doma naredila. Kar sem že omenila, te stvari brez embalaže, to so v bistvu razen zelenjave, kupujem v trgovinah. Obleke večinoma kupujem v trgovinah iz druge roke. Konec koncev čevlji so recimo ena taka stvar, ki je precej problematična. Težko dobimo take, da bi bili etični. Pa stvari, ki jih enostavno ne morem. Od kruha do, moram prav pomisliti, kaj še, zobne ščetke, zobne paste, konec koncev, marsikakšen del kozmetike in take stvari. Take stvari vsakdanje rabe. Tudi kakšno darilo, seveda. Imam otroke in jih niti ne morem jim vse zagotoviti, tako da bi sama naredila niti vse, da bi bilo čisto etično, ampak se pa trudim. Kako so pa otroci stari, če smem vprašati? 6 pa 12. In se že zavedate tudi ona dva v bistvu tega pojma pravična trgovina? V bistvu živite vredno to? Poznata, sploh 12-letnica vam reka, da jo ne zanima, najbolj to so druge prioritete. Ne drugi pa nista človeka, ki bi si zaželela, ne vem, preživeti rojstni dan v nakupovalnem centru, naprimer. Nista velika potrošnika in na to sem ponosna. Verjamem. Tako, seveda bova živo kmalu nazaj, poglejmo si dogodke. V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z utrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja.
Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od stropenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Tako, živo smo nazaj in bova zdaj v bistvu govorili tudi o tem, kako zelo smo skozi nekatere izdelke pravzaprav na svetovnem nivoju povezani. Živa, kako? Ja, v bistvu takoj, ko se zbudimo, veliko od nas pije kavo ali pa čaj. Ne kava, ne čaj ne rasteta pri nas doma, tako da večino teh surovin pridobimo iz drugih držav, večinoma iz tropskega pasu. Prej smo govorili o certifikatih, recimo tukaj so zelo pomembni. Tu smo povezani s pridelovalci, z tistimi, ki prevažajo, z v bistvu celim kupom stvari in ljudmi. Takoj, ko se oblečemo, bombaž tudi ne raste pri nas, večina stvari imamo še vedno iz bombaža. Tudi tukaj je zato pomembno druga roka, konec koncev pa certifikati. Za malico si vzamemo banane, recimo, ki jih jemo res veliko. V bistvu je banana v Sloveniji drugi najpogostejši sadež, takoj za jabolkom. Na evropski ravni je pa celo v marsikateri državi prvi sadež po pogostosti uživanja, pa ne raste v Evropi, recimo. Po kosilu si radi privoščimo posladek, čokolada, kakav, spet smo tam, kjer ne raste pri nas. In tako lahko gremo v bistvu do večera. Smo v bistvu ves čas v mreži. Torej, jaz si kar seznam naredila z teh stvari in potem, to me zanima, torej naredim si seznam. Najdem v pravični trgovini so tako ali tako vsi izdelki, če razumem, s certifikatom. Tako. Torej, kaj pa v navadnih? Lahko v navadnih trgovinah tudi najdem izdelke s certifikatom? Ja, v marsikateri trgovini so že na voljo. Zdaj vsaj z enim. Poleg naše spletne trgovine, ja. Ja, tako, če ne v bistvu s certifikatom pravične trgovine, potem pa z recimo ekološkim, vsaj kaj takega. Pa tudi menjamo, lahko naredimo alternative, konec koncev za čaj, marsikatero zelišče raste tudi pri nas. Pri nas lokalno, morda ja. ni zelen čaj, morda ni črn čaj, ampak je pa konec koncev tudi čaj. In za sam konec, Živa, kako v bistvu lahko zmanjšamo torej tudi te vplive na okolje, recimo avto, ne? Avto si bojda lahko tudi izposojamo, zakaj pa ne prevozno sredstvo? Ja, v bistvu lahko gremo tudi peš pa s kolesom, gremo marsikje in konec koncev vsi pravijo, ni v bistvu slabega vremena za kolesarje, samo slaba oprema. Slaba oprema, Tako. Imamo tudi električna vozila, ne? Električna vozila, ja, ampak jaz še vedno dajem prednost v bistvu rajši javnem prevozu, deljenjem prevoza, potem šele električnim vozilom, recimo že obstajajo velike mreže za sposojo električnih vozil, potem šele na to gremo na čisto osebne prevoze, zato ker nič ne bomo mogli spremeniti, niti našega vpliva na okolje bistveno, če ne bomo spremenili tudi načine, na katere delujemo. Če bomo samo ozelenili stvari in delali vse stvari enako, torej če se bomo enako vozili z avtomobili kot do zdaj, samo z električnimi ne bomo kaj dosti spremenili. Torej moramo res postati aktivni vsi, ne samo eden, ne? Tako, tako. In ker pač naša družba sicer poudarja posameznika, moramo se zavedati, da živimo v skupnostih. Torej, posamezniki, ja, moramo veliko narediti, dosti lahko naredimo v bližnji skupnosti, dosti pa lahko naredimo tudi kot aktivni državljani, to ne pomeni samo volitve in podobno, ampak enostavno, da nekatere stvari vzamemo v svoje roke, se združimo z ljudmi, se pogovarjamo, izobražujemo, beremo, konec koncev se zabavamo skupaj. Dajte mi še povedati za sam konec, kaj pa recimo torej vaše društvo, katera je zdaj glaven projekt, ki ga želite torej ozavestiti med nas ostale navadne potrošnike? Veliko jih je. Od tega, da govorimo o mobilnosti, ki je trajnostna z otroci že v vrtcu in šolah, do tega, da v bistvu opozarjamo na energetsko revščino, ker je veliko gospodinjstev, ki nima dovolj sredstva za zagotoviti energijo, do potrebe po drugačni obravnavi energije. Torej imamo skupnostne energetske projekte, obnovljive vire, bolj varčno moramo rabiti in podobno, do čisto takih, ki so usmerjeni na potrošnje in potrošništvo, pa še marsikaj, tako da težko na kratko. Živa, najlepša hvala za ta pogovor. Dragi gledalke in cenjeni gledalci, upam, da smo tudi v vas majčkeno zbudili tega zavestnega potrošnika. Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na klepet@kavi.si.